Zdaj je pa tukaj naš gost, dr. Vladimir Pogačnik, in bom mal, ker smo takole na zaključku, bom tudi mal privatna, ker se že zelo dolgo poznava in mogoče se kdo od vas spominja davnih začetkov televizije, tako, kaj pa vem, prva leta, recimo 60. leta, so bile vse oddaje v živo seveda. In med drugim je bil tudi en program jezikovnih tečajev, tečaji ruščine, ki jih je vodil pokojni profesor Zor. In doktor Pogačnik je bil takrat še gimnazijec, po mojem, ali pa že študent, ampak je tudi z ruščino seveda se ukvarjal in je bil v teh tečajih jezikovnih, so bili 2-krat na teden, mislim, je bil eden od slušateljev in takrat sva se midva na televiziji spoznala, potem pa seveda kasneje tudi na romanistiki in danes ga imamo tu zaradi pač tega filma, ki je tako značilno francoski, in bi na začetku samo upozorila na eno stvar, mi je padla v glavo ob tem naslovu, Alceste na kolesu, kar bi v slovenščini pravzaprav ne pomenilo nič, In sem razmišljala o tej Evropi raznorodni s kulturnimi največjimi možnimi razlikami, kaj s vem, tako kot enemu Francozu ne nič pomenil, ne vem, Martin Krpan, na kolesu, tako Slovencu Alceste tudi ne pomeni veliko, medtem ko Francozi imajo pa to z najosnovnejšo izobrazbo dobijo pravzaprav ta lik, to se pravi ljudomrznika, človeka, ki je v opreki s svetom in pravzaprav en tak zelo filozofski pogled oziroma priložnost za razmišljanje o življenju in mislim, jim je vseeno v zibelko. Ja, ne samo v zibelko, zlasti v šolo, ker to je pa tisti kanon v njihovem šolskem programu je ravno mizantrop, zaradi tega, ker saj vemo, da morda Francozi še bolj kot Tartufa in Navara, ki sta najbolj pogosto igrani pač komediji Molièrovi, zelo upoštevajo tudi ljudomrznika in je tretji. In seveda prav zanimivo anekdoto bom povedal. Leta 2000 so igrali ljudomrznika v režiji Unkovskega v ljubljanski Drami, najbrž se nekateri tega spominjate. In takrat smo imeli v gosteh na našem oddelku za romanistiko profesorico iz Sorbone. Profesorica je zakislala, pa sem rekel, ja pa morda bi pa šla midva to pogledati, tudi moj zet tam igra eno vlogo. Pa je rekla, ja, z veseljem, kar. No, in sva šla in je rekla, čisto vse sem razumela zaradi tega, ker sem kot mlada profesorica začela z Molièrom in z mizantropom in sem vsako repliko se spomnila in si jo prevedla v francoščino nazaj. Ja, to je res en tak osnovni temeljni tekst in pravzaprav je za razumevanje sveta ta tekst kar dober malo poznati, Ja, samo tukaj se krešajo mnenja, Saj to se je čutilo tudi v filmu, ne vem, če ste ga prvič gledali, že kar malo težko, jaz moram reči, da sem ga zdaj drugič poleti, sem ga prvič. In kakšno je razmerje med tema dvema likoma, Naj bi bil Alceste strašno črnogledež, strašno velik črnogledež, celo podnaslov tega dela je, bi človek rekel, črnožolčnež, in kar se večkrat skriva, in sicer zaljubljeni črnožolčnež. Tako da je ta kanon mizantropa, ljudomrznika v francoskem
duhovnem prostoru je zelo, bi človek rekel, res aktualen in živ in Rousseau se je celo spotaknil in je preinterpretiral te dve vlogi, češ da Alcest ni samo grd pa hudičev slabe volje in da vse sovraži, ampak da je narobe, da je pravzaprav bolj sprevržen ta Filet, kar s tem ste opazili tudi v sami predstavi kinematografski zelo žonglirajo, Se menjata njihovi vlogi tudi v življenju. Tudi v življenju, in je zelo spretno narejeno in je treba čestitati. Ne vem, če ste zasledili, je soavtor scenarija oziroma ideje scenaristične je Fabrice Lucchini sam. To se pravi, ta, bomo rekli, malo starejši igralec. Zanimivo je tudi tukaj odprem en oklepaj, kaj enkrat je rečeno o starosti in tako naprej, ampak mi moramo vedeti, da ko je Molière sam igral Alcesta, da je bil star 42 let, nič več. In takrat se je lepo obril in to je bilo tudi tu potem lepo zapopadeno, ko se je Lucchini, preden se je pojavil kostumiran pred tem občinstvom prijateljskim, se je lepo obril. To pa zato, ker Molière je rad nastopal v komičnih vlogah z brki, nekako, ampak tu pa je ena taka fama, da takrat pa. Se tudi na teh slikah je Molière z brki. Je, ampak je zanimivo, da sem celo na svoji knjižni policiji odkril, ker sem nedavno bil v gradu Chantilly, kjer je ta muzej velikega vojvode Condéja in tam je ena lepa galerija in je Molièrov portret zelo znanega, pač klasicističnega slikarja Mignara in je prekrasen in tam je brez brk. Ja, bil je, to se pravi, to je bilo napisano leta, sem pogledala 1666, mislim, 72 je pa umrl, Ja, tako. To se pravi, on rodil se je pa leta 21 ali 22, Ja, to se pravi, manj kot 50 let, Ja. Tako, tudi v filmu je replika, ampak takrat so, v tistih časih so bili ljudje prej stari. Sigurno, ja. Tudi v filmu je ta replika. No, ampak tudi te dva igralca nista tako rosno mlada. Bomo rekli Lambert Wilson že še, Lucchini pa že kar kaže nekaj let. No, ampak se mi zdi ta film tako značilno francoski. Kako bi lahko definirali to francoskost v filmu? Ja, te tenzije med protagonisti. In ne vem, če ste opazili, kako spretno so narejeni ti dialogi iz vsakdanjega življenja. Te popolnoma epizodne vloge, recimo tista lastnica restauracije oziroma penziona ali hotela in tudi kako pa ta šofer taksija in tako naprej. Zelo veliko je not pravzaprav vključenega tega, kako Francozi med sabo komunicirajo. In to se mi je zdelo zelo primerno, da so ravno ob tem filmu, ki je taka težava, ki je več nadstropno pravzaprav. Sama Molièrova igra je že zelo kompleksna. Potem je sam odnos med dvema igralcema zelo kompleksen. In potem so kompleksne še druge reči, kar na lepem, in no, tako da res je. Tudi ta odnos med različnimi sloji, recimo v Franciji ta srednji sloj, srednji spodnji sloj recimo je glasen, si ne psti nič reči, to je ta tradicija pravzaprav njihova. Ja, ne poslušajo iz ozadja, ampak so du tako, kot rečejo Francozi. Napadejo.
kaj je odgovor, ne, in reakcija. Ja. Luštno. Moram reči, da zdaj, ko sem drugič gledal ta film, me je prav to posebej veselilo, da so te žanrske scene tako lepo speljane, ne. Tudi scenografsko, ne, je zelo dosleden, ne, tako da ta pokrajina je do konca prisotna, ne. Ja, seveda, ker sej to je tudi povedano, ne, da je ta Ile de Ré, ki je nasproti tam mesta La Rochelle, to je pač nekje v centru zahodne obale, ne, francoske, zelo slovi, ne, po svojih lepotah in tako naprej, ampak še nekaj je tudi zelo bilo tako ritualnega v tem, to je ta pesem Div Montana, ne vem, če ste jo zasledi, A Bicyclette, ne. Mislim, da je tudi tukaj nekako že zaradi ideja je bila taka, pač, da je treba nekih komičnih efektov in to se krasno posreči s tem kolesom brez zavor, ne, ker če si mislimo, da ima ta 200.000 za eno oddajo honorarja, ne, pa si ne more privoščiti, da bi si najel eno tako kolo, da bi imelo zavore, ne, pač pa tisto hišo z žakuzijem, ko vidimo, kako se je tudi to je zelo luškan, ne, ta scena in tako naprej. No, ja, in je, tisto je zelo lep insert v tem filmu, no, saj jaz sem ga zelo rad, jaz se upravičujem, če preveč svoje dojemanje filma tukaj razlagam, namreč, da jih je združila, ne, ta pesem, vse te tri protagoniste, ker moramo upoštevati, da je ta Italijanka, ne, saj to je kar ena znana igralka menda, ne, ki je dobila neki nagrad, tako so mi rekli, ravno poleti v Italiji, ker sem film prvič videl, da so vsi trije nekako, ne, ona ima tudi pravzaprav neke vrste, je ene vrste replika te Celimene, ne, glavne ženske vloge. To se pravi, da beži, ne. Ona zbeži od odnosa, ne, pravzaprav vse se ji podre tudi s tema dvema novima prišlikoma, prej je že tako podrto od doma in tako naprej, ampak no, ja, namreč ravno ta trio v tej pesmi na tej obali in tako naprej se mi zdel tako en tak zelo simbolen, lep insert, ne. Pa zelo francosko, ne? Ja, ja, tudi, ja. Ta trio, mislim. Ja, ja, ja. No, ja, se je, dobro, to je že Prévert napisal, ne, vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper, tako naprej, no, ali pa karkoli, no. Ja, to je v detajlih tudi tak, tudi recimo ustrige, ne? Tako mimogrede pride tistih 24 ali koliko strik, ne. Tam je manjkalo meni, moram reči, ker sem tudi bolj viharne narave včasih, da bi tiste ostrige na tla vrgel. Ker se je podrla. Ja, moram povedati, ne, doktor Pogačnik je na fakulteti tudi imel svojo igralsko skupino med študenti romanistike, ki so zelo uspešno, mislim, to je precej edinstvena stvar bila v Ljubljani, ne, pri drugih jezikih tega ni bilo. Študentje, ki so zelo resno od Moliera do Ionesca in tako predstave pripravljali. Kako so se pa študentje danes z Molierom recimo srečevali? Zelo dobro, mislim, tudi sploh te veliki komediografi, jaz sem pravzaprav veliko igral tudi Ionesca, pa Moliera, ne, pa potem tudi celo Metterlinka dvakrat, ki je pa čist nekaj nasprotnega, ker ni komediograf, ki je poetičen, vzvišen, vznesen teater in tako naprej. In študent je pravzaprav tisto, kar je napisano tako, da po koncu stoji, bomo rekli, ne, ker tetralogi so večkrat rekli za Moliera, da je to vreča, ker po koncu stoji, da nimaš problema z njim, ne, to se pravi, da ne boš nič falil, če se ga lotiš in no,
tako bi In je rekel, za da je vse tudi čase, ne? študenti, da je to čisto univerzalija in da to samo po sebi gre, ne. Je pa s tem značajem ljudomrznika, ne, v bistvu en problem pravzaprav v globino, ne, če, no, sej, to je znana stvar, ne, da ta vzvišen odnos do življenja, ne, ki ga on izraža nenehno in vsem nenehno govori, da so plehki, da lažejo, da z njimi, da je svet nič vreden z njimi in tako naprej. Ta njegova pozicija je pravzaprav taka, da on te ljudi potrebuje, ne, da lahko svojo vzvišenost prezentira. Točno tako, ne, je neke vrste velik parazit, ne. Ja. On se hrani, kakor kakšna tista, kako je piranja, ali katera je grozna tista riba, ki se ti presisa, ne, se na druge s tem svojo distančnostjo in sovraštvom, ne, pravzaprav pripne in jim pije kri, da lahko sam sebe putra, ampak v resnici pa ni, ker je to tako zapletena reč. V resnici je pa ga drugi vidijo kot zelo pozitivnega in zelo pravzaprav nekaj optimističnega, da še veruje v človeka in tako naprej. Tako da je čist, da je dvojno rezilo je, ne. Ta oseba je na dvojno rezilo pisana in narejena, ne. In je to In tudi v filmu, ne? V filmu. Ja, zelo na tem in to se mislim. pravi sam igralec, oprostite, da bom tukaj se čisto raznežil, jaz sem navdušen nad tem Fabrisom Lucchinijem, meni se zdi to en največjih filmskih igralcev sploh, zdaj zaradi tega, ker on ima ta dar, ne, da lahko pravzaprav vse pove z očmi, s to obrazno, obočesno mimiko. Jaz bom celo sfokusiran samo na predel oči, ki po tem filmu, ne vem, če čute, ampak to se točno čutiš, kje je njegov fokus, ne, in res mislim, da je naredil eno zelo veliko vlogo, kjer je dal slutiti vsa ta razmerja, ki so zapopadena v tem dramskem liku, ne, ki kot rečeno že, ne, ga nekateri smatrajo pravzaprav za vrhunec Moljerovega umetniškega izraza, čeprav bi jaz rekel, da mu lahko konkurira vseeno tudi Don Juan. Tudi zelo. Kot tekst. Ja, zelo kompleksen. Ob tem pa je Lucchini pravzaprav neverjeten govorec, ne, tele monologi, oziroma dialogi, no, so kako je govoril hitro, kako je s kakšnim Ja, ima vse registre, ne, sej takrat, ko se je razjezil, pa ko je naredil tisto forsirano igro, kakor se je samo opredelil, ne, lahko zleze zelo visoko, včasih ima čisto tisto prefinjeno sotovoče skoraj, ne, in tako naprej, ne, ampak zlasti je pa tudi pomenljivo to, da je povedal svojemu soigralcu, da Aleksandrinec moraš pač izpeljati s tistimi pač zlogi, kot je potrebno, ne. In da zaradi tega je treba delati tisto diarezo suspicion, ne, in tako naprej, pa ne suspicion, ampak da imaš ion, ne, ker to v verzifikaciji vemo, da je pa v francoskih verzih tako, da če je nemi ne, zaprt, da mu sledi nekaj konsonantnega, takrat moramo reči ne. Sicer pa, če sledi soglasnik, takrat se pa potem zlije z naslednjim vokalom, ne. In tukaj je naredil, ste videli, kar eno veliko predavanje in to za Francoze nič posebnega, ne. To je samo ena nujna skoraj, bi človek rekel, kar se nam zdi majhno, recimo, ne tako pomembno, ne. Ravno zato sem mislila na te kulturne razlike, ki jih imamo v Evropi, ne, in ki pravzaprav imajo za posledico marsikaj globjega, ne. Ja. Ker stvari pač različno dojemamo. Ja, ja.
No, ampak jaz mislim, da bom rekel, ker naša generacija so nekako blizu vseeno tudi nekako lažje gledamo francoske umetniške filme, ne, ker smo jih navajeni že od mladega. Ne. Tako bi rekel, da je težko za tiste, ki zdaj prihajajo mladi, ki niso dali pravzaprav vse te, v narekovajih, dresure skozi, ne, ker mi smo pač La Nouvelle Vague francosko spremljali in pa ne samo francosko, tudi italijansko, takrat smo to imeli v mezincu. Ne, in mislim, da je ta film nekje ena taka črpa iz tega izročila, ne, da se tudi navezuje na to klasiko. Pa na tradicijo, ne? Tako, ja. Kako pa ta konec razumete? Ali mogoče, mogoče bi pa zdajle kdo imel kakšno misel, ker meni je ta konc mal tako odprt, no, oziroma zelo odprt, no, pa mal depresiven, ne? Ja, jaz ne bi rekel. Jaz mislim, da se lepo izpolnim vse, tudi te dve napetosti med tema igralcem, kdo je za kjer lik narejen. In Lucchini pošteno pravzaprav nekako pove, da je on narejen za to in to se pokaže tudi tem, da ta Wilson pravzaprav krahira. Da se mu vidi, pa ne gre sam zaradi tiste besede effroyable, ne, tista sovraštvo, strahovito sovraštvo, ki jo pozabi zmeraj, ampak zaradi tega, ker enostavno hoče scenarij pokazati, da ni bil zrel za to vlogo, čeprav se je zelo trudil, čeprav mu ta tudi se celo enkrat se poklonil in mu dal kompliment, da je krasno odigral in takrat je bil res zelo primeren in dober. Ne, in potem pravzaprav ta spor je skoraj potreben, ne, in je zelo igralski, bi človek rekel, ne, zelo komedijanski, ne, med komedijanti pač prihaja do takih popolnih zlomov in krahov, ne, in to se je zgodilo in se mi zdi, da je nekako čisto logična posledica vsega tega samo 8-dnevnega sobivanja in vaj, meni se je zdelo, da sta pravzaprav par mesecev skupaj preživela. Ampak, ne, in je lep konc odprt, ja, ampak to, da se je ta igralec v svojem poistovetenju z Alcestom lepo izpel, šel je na tisto mesto, kjer so vsi trije sedeli in bili veseli in srečni na nek način in ko se film izpoje, no, to jaz vidim. Jaz sem pa mal gledala na to, a je tlele, ja, prosim, bom jaz pol povedala. Ker bom kmalu odšla, pa zelo žal mi je, da moram iti, pa da začnem s koncem, ne, ker ste tako vprašali. Sem ga podobno doživela kot profesor Pogačnik, nekako v smislu, da se zaključi ta krog, ki se začne z njunim prvim srečanjem, ne, kjer je tako rekoč na prvi pogled jasno, da bo Serge igral Alcesta in ta mlajši Filinta, ali pa Filenta, no, če francosko. Skratka, in ker je pravzaprav ideja tega mlajšega postavitev predstave na oder in si je on nesmrtno želel po vseh stupidnih nadaljevankah in kar je še bil primoran početi za denar, odigrati to veličastno vlogo francoskega teatra in je kar na začetku že močno izrazil svojo željo, ne, to jaz bom Alcest, ne, in ti boš. Kar je seveda tega Serža spodbudilo pol k celi vrsti drobnih nagajivosti, da ne rečem majhnih žlehtnob ali celo kakšne zlobne manjše stvari. Ampak to je konfliktualno, ne? Seveda, ampak na koncu se izkaže, ne, ker
se iztečejo stvari tako, da predstava gre na oder, so šle že tako daleč in je ta, zdaj sem pozabila, kako mu je bilo v filmu ime. Serge. Serge je bil starejši. On je bil pa... Wilson. Ja, no, Ne, skratka, Wilson, ne, ime mu je bilo to je drugače. igralec, A ja. kako mu je bilo v filmu? Lucchini igra... Gautier. Gautier, voilà. No, skratka, pretrucal je to svojo željo do konca in je igral Alcesta, o katerem je verjetno premišljeval leta in leta. In na koncu se mu zgodi to, da se zlomi na odru, pozabi tekst, ne spelje, samo zato, po mojem, tako sem jaz to doživela, ker je v resnici globoko v sebi čutil in vedel, da je ta vloga edina namenjena Seržu. On, Serž, z vsem svojim življenjem, značajem, vedenjem, znanjem, umetnostjo je rojeni Alcest in zato se mu je po moje to zgodilo na odru. Ne? Ja. Tako sem jaz to doživela. Jaz sem tudi hotel nekako tako povedati. Ja, Sicer pa bi se rada zahvalila za čudovit film, jaz sem tako kot vedno uživala, ampak ta film sem res prvič gledala, marsikaterega, ki smo ga v tej sezoni gledali, sem že pogledala in torej neznansko sem uživala v veličastnosti francoskega Aleksandrinca, v imenitni igri, zlasti seveda Fabrica Luchenia, ki sem ga opazila kot igralca šele v zadnjih letih, zdaj kar nekaj nastopa v francoskih filmih in je z vsakim filmom, ki ga vidim, boljši, oziroma vedno je imeniten. Skratka, res hvala za ta film, za izbor filmov v tej sezoni in v prejšnji, za lepe pogovore, Helena. In v meni je pa ta film še dodatno zbudil eno osebno travmo v narekovajih. Jaz sem namreč leta 70-71 upisala francoščino na filozofski fakulteti, pa še neko drugo fakulteto in tisto drugo sem končala. Francoščino sem pa zapustila v prvem letniku, ker je bil profesor Pogačnik zelo strog profesor. Pa ne zaradi njega. Greh mladosti. Saj zdaj nisem več. Niste bil vi kriv, kriv je bil urnik. Pač v prvem letniku smo skušali biti zelo pridni in jaz sem lahko hodila na filozofsko samo popoldan, ker se je na predavanja in kar pač fonetiko in te reči. Dopoldan sem bila zasedena na drugem programu in to se mi je slej ko prej poznalo in sem morala odnehati, ni šlo, ne. Ampak danes pri svojih 63 mi je neznansko žal, da te svoje mladostne sanje s študijem francoščine nisem dokončala. In hodim zdaj seveda k francoski konverzaciji na 3. univerzi, da se malo potolažem. Zdaj tam imate kompetentne profesore. Res lep film, upam, da so tudi tisti, ki se ne učijo jezika ali ga ne poznajo, enako uživali, kot smo tisti, ki smo celo malo razumeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem ob tem koncu sem še to rekla, hotela povedati, no, zato se mi je zdel malo depresiven, ker se mi je zdel, da kaže en prelom tega modernega sveta, v katerem vsi živimo, te banalne vsakdanjosti, s to klasiko, no, in da tukaj ni sprave, no, med tema dvema, da on ostane na tem, v tem svojem krasnem kraju, pač Moljera ne bomo več, teh stvari ne bomo več na ta način igrali, ne bomo več tega gledali. Danes so televizijske nadaljevanke, stupidne, kakor že so, ne. To je zanimivo gledanje. V tem smislu mi je bil film malo depresiven. Prvič ta zlomenega, dobrega, poštenega, kvalitetnega igralca na odru, ne. Drugič pa ta, ki je obstal
In še to je pa zanimivo ob tem koncu, se mi zdi, namreč to, da se je on odrekel tej vlogi, ko je že temu sploh nastopu, ne, Alcest, ko je že pristal na to in se mu zdelo zanimivo, da bi menjala ona dva, ne. To se je zgodilo pravzaprav iz osebne zamere zaradi ljubezni, ne. Ja, sej to pove, ne, na hitrco, sam je zamaskirano, da ne bi ta žena ali prijateljica mislim, da je kar razumela. Ja, sej hiter, sej Francozinje so tudi hitre, kar se teh tiče. No, dobro, ampak sej, ne, ampak jaz pa vztrajam pri tem, da je Serge, ne, Lucchini, vsem s to epizodo enotedensko in z vsem tem, kar je pravzaprav se zgodilo, da se je nekako obudil in da je spet se spravil iz depresije ven, ne smemo tega pozabiti, ne, ker se je videlo, da on životari pravzaprav, ne, in da je dobil eno novo, bi človek rekel, en nov zagon in ker ta na odprti sceni pred morjem, pod nebom in tako naprej, to je kar optimistično, ne. Imaš prav, bo še igral, ne. Bo še igral, imamo radi, da se stvari, posebej ob koncu sezone, da se nekako stvari optimistično zaključijo. Ti si en tekst prinesel s seboj, Ja, ne, jaz sem pravzaprav mislil vam prebrati samo malo za ilustracijo, ker nisem vedel, jaz sem videl namreč to v Italiji, ne, in moram reči, da je tudi italijanska publika počitniška, ne, na Toskanskem morju odlično spremljala ta film, ne samo mi, ne, tukaj, ampak nisem vedel, kaj bo s prevodom in sem zelo zadovoljen tudi, ne vem, poznavalci francoščine bo se lahko zaključili, da je prevod Barbare Müller, ne, ki je bila tudi moja študentka, je prav iz prevajanja diplomirala pri meni in je odlično prevedla, namreč kako je ona zelo prosto prevajala, ne, da ni tiste težke dobesedne traduktološke manire vzela in zelo lepo in pa seveda piše potem, da je pravzaprav pa nekako bil, da odlomki iz samega Ljudomrznika, ne, so neke vrste priredba, pa mislim, da je malo prirejeno prevoda Aleša Bergerja, za katerega pač poznavalci vemo, da je takrat, ne, naredil nekako eno vrsto revolucijo, ker je Aleksandrinc njihov prevajati s kakšnim 11-tercom, ampak ga je skrčil bolj na 8, 10 stopic in da je, kaj hočem reči, da se je zlasti odpovedal Rimi v največji meri in sprejel asonanco, ne, in zaradi tega je pravzaprav nekako zelo znan in revolucionaren ta prevod. Zdaj ne vem, če hočete, jaz sam začetek malo preberem. Če vam ni dolg čas. Medtem ko iščeš, nam pa še povej, kako so pa Italijani sprejemali to besedilo, namreč mi smo, vsaj po mojem mnenju, zelo srečni, ker imamo tako imenovane podnapise, ne, in slišimo jezik v originalu. Medtem ko Italijani pa tega nimajo, a si ti to sinhronizirano slišal v italijanščini? Zdaj si me prijela, ker moj spomin malo peša, ne, ampak mislim, da so bili dialogi v italijanščini, da so bili pa odlomki iz Moliera pa v francoščini s podnapisi. Tako je bilo rešeno. Ker meni se zdijo ti izguba glasu pri igralcu je nekaj tako nasilnega, ne, in tudi prav brutalno se mi zdi in tudi ponižujočega, tako da hvala Bogu, da mi še znamo brati, ne.
Ja. In distributerji računajo s tem in da smo prerevni, da bi sinhronizirali, ne, hvala Bogu. Včasih je to tudi prednost, če ni sredstev za sinhronizacijo, ne. To za tiste, ki bi se radi poglobili v to ta naš disput skoraj, ne, zdajle, okoli Ljudomrznika priporočam, to je pač gledališki list, zdaj se po knjižnicah najbrž dobi, jaz sem to na Filozofski dobil, ker sem svojega zgubil, no, ampak o Ljudomrzniku in drama pač za tiste, ki hodite, veste, da je na koncu zmeri pravzaprav besedilo predstavljeno in to nam naredi eno dragoceno knjižnico, ja. Zlasti, kadar gre za nove prevode in tako naprej, ne. No, vidite, tukaj je Jernej Šugman, edin to so ga polomili, ko so mu dali brke, ker prej sem rekel, da bi mogel biti, da se je Molière obril. No, dobro, dobro, ne, sej, to je, jaz sem pač mislil, ne začne se pač s tistimi slavnimi besedami, kaj je z vami, ne, kavivu, ne, in tako naprej, ne, ga vpraša, ker sluti, da je polhan vsega tega jeznega in črnogledega in črnožolčnega naboja, ne, ta Alcest. In no, zdaj Alcest, ne, če mehen, to je zaradi Bergerja delam, ne zaradi svoje interpretacije, ker se tudi nisem dovolj pripravil, da bi to kaj bilo čemu podoben, ne. Ne prenesem podlega ravnanja in hlinjenje, ki v modi je odklanjam, kako sovražim vaše spakovanje, v tlo doneče vljudnosti izjave, prijazno prazne vzklike in poljube, ljudi, ki puhlic stresajo na kupe in rožice sadijo prav enako pred poštenjakom, vrlim in bedakom. Kaj sem na boljšem, če mi kdo prisega prijateljstvo in če njegova vnema me gronko hvali, kuje me v nebesa, potem pa prvemu falotu iste stresa. Ne, kdorkoličkaj da nase, ne mara takšne razglašene slave in čislanje je malo vredno, če moram ga deliti s celim svetom. Vrlina naj bo hvaljena odlika, kdor hvali vse, se na vse skup požvižga. Ker ste nalezli modnega se greha, vas krucifiks bi jaz rekel, no, med bližne ne prištevam, morbluje, ne, to, zavračam z gnusom vašo odvrljivost, ki spregleduje vsakršno razliko, razloči naj se me in da bom čisto jasen, človeški vrsti nisem kdo ve kak prijatelj. Ne, mislim, da je lepo Berger, zelo lepo in tudi je že v tem prvem, ne, nastopu je pravzaprav njegov kompleksnost tega lika čist predstavljena. To je res en tak velik pisatelj, komediograf, ne, Molière. Kako je on recimo preživel njegova Corneille pa Racine, ne, pravzaprav so danes zastareli, ne. Ja, seveda, Molière, to je bil Taužen Künstler, on je imel to žilco vse življenjsko, ne, pa psihologijo, ne, bi lahko rekel, da je psihoanalizo pred Freudom iznašel. No, če malo se pohecam. Ne, še ena stvar je zelo zanimiva pri tem liku, ker je tudi ena trpeča linija noter, ker Molière se je otepal po svoji poroki leta 62, to se pravi 4 leta pred tem Ljudomrznikom, z ljubosumnostjo, ne, ker se je poročil zdaj, a je bila to mlajša sestra ali celo hči svoje prve žene, ne, Madeleine Béjart, ta je bila pa Armande in je stalno tudi šola za žene in na to rogonosno poanto delana, ne, iz teh let in tudi v Psiše, ne, ker je ena krasna stvar, o kateri se malo govori, je ta problem te ljubosumnosti in pravzaprav, ne, je nekje celimena replika te njegove mlade žene, ne, kot ena velika spogledljivka, koketa, ne, za katero se pač potem kleče plazijo vsi te puhli občudovalci in tako naprej, ne. In ravno to kaže tudi na to veličino, ne,
da je kot ljubosumnež znal tako krasno o teh rogonoscih, ne, in o teh ljubosumnežih, kako je znal krasno pisati, ne, v teh. Ja, če trpiš, je bož, da na smeh udaraš, ne, najbolj včasih je to zdravilo. Ja. Še kakšna misel v tem filmu? Ne, gospa, ja. No, ko ste omenili prej La Biciclette, meni se je usedla pa pesem v avtu Il Mondo, ne, ki je tudi nekako napove to druženje. Kaj se bo zgodilo? Ne? Ja, druženje med različnimi kulturami, ne interesi, ker tu ni šlo za interese, no in ta se mi je zdela pa tudi z vso svojo italijansko zvočnostjo, z vsemi samoglasniki, nekak kontrapunkt šansonu. To se mi je zdelo, da mi je ostalo. No. Hvala. Sploh je zvočna podoba tega filma tudi zelo dodelana, ne? Nič nismo rekli. Glasba je zelo diskretna, ampak zelo nam pomaga pri razumevanju, ne? Kar je učinkovito. Ja. Ja. Igralcem je dovoljeno in mogoče da menjavajo vloge, ne? Nam pa v življenju kot osebnostim to pa mi vlog ne menjavamo. Mislim, smo zvesti sebi. To razmišljam o tem. Ja, zavisi od stopne stanovitnosti, ne? Vi izgleda ste zelo stanovitni. To je vrednota naša, ne? Ja, ne, tukaj ni mišljeno, ne, tukaj je mišljeno, ne vem, da bi menjavala vloge, je mišljeno kot en tak super izziv gledališki, ne, da si danes to, drugič si drugo in to je pač v smislu igralstva je v tem, ne. Pa ste ona dva še malo v življenje to potegnila, ne? Kar pa igralci najbrž pravzaprav tudi se jim zgodi, ne? Ker je... Ja. Meni je bilo pa zelo všeč, če bi nadaljevala s tisto pesmijo, potem tisti prizori ob obali, ker so te odrasli ljudje naučeni recimo raznih, kako bi rekla, dialogov in tako postali kot otroci, naravni in so se tam igrali in v bistvu tisto tam začutili srečo, ne. V bistvu v življenju je toliko gorja, toliko nasprotja, toliko tam na morju so pa na to pozabili in postali otroci, naravni, tisto, kar je v bistvu, kar nas prižene v življenje oziroma dela naše življenje, ne. Mislite, najbolj pristno življenje, ne? Pristno življenje, seveda, stik z naravo, stik s samim seboj pravzaprav, ne tisto, kar je naučeno. Ja, se zato, ne, jaz še enkrat rekel, je tudi ta vrnitev na morje nekova na koncu. Na koncu. Ena izpopolnitev tega občutja, ne. Tako bi rekel, da ja. Ja, da je v bistvu pravzaprav konec, ni konec, ampak odpre se še naprej. Hvala lepa. Ja, res je, odpre se pa res, ja. Ja. Kaj ne rečem še? Še veliko takih filmov. Ja, še veliko. Kdor še ni videl Leukinija v filmu Gemma Bovary, parodija na Madame Bovary, toplo priporočam, zdaj sem malo že zamudili, to je bilo na Lifu pa... Ne bojo zamudili, ker mislim, da bo v programu. Jaz že navijam za njega, tako da sem prav na to mislila in tudi tam bomo lahko pa, ker smo o Ani Karenini že govorili, bomo lahko o Emi Bovary in
teh stvarih. Ja, Tako da, sej največji hec je, da na koncu tistega filma Ana Karenina nastopi. No, ne nam povedati, ne nam povedati. Ne smem, ja, to bi izdal. Ja. Ampak to ker to sta dva- smešnico vam lepo malo naprej zaupam, da boste pozorni, da vam ne bo šla mimo. Čisto na koncu. Ja, to sta pač dva najboljša, pravijo najboljša romana, ne? Pravzaprav Ana Karenina pa Madame Bovary. Eni razglašajo enega, eni drugega, so pa še drugi, ne? Ja, no, tudi od okusa, odvisno, ne, ja. gustibus. Ja. Sonce je Nas vabi ven. nas vabi ven. Sezono smo zaključili, meni je minila kot tren, upam, da je vam malo dlje trajalo, ker meni se zdi, da gre to tako grozno hiter, ampak meni je bilo zelo prijetno in se veselim, če se bomo jesen spet videli. Zdaj pa hvala in lepo pomlad vam želim. Lepo pomlad. Jaz bi se pa posebej Heleni zahvalil zaradi tega, ker takrat, ko smo imeli tiste tečaje ruske direktno v živo, si lahko predstavljate, kakšno tremo smo imeli študentje. In ona je tako mirno nas napovedala in tako lepo in tako blago. In vse to ti je še ostalo in tudi danes si me spravila v nekako razpoloženje. Hvala lepa, hvala.